Lep in prijazen dan želim, tokrat iz Izole. Pa si bomo pogledali, kako se lahko znajdejo v Izoli obiskovalci, kaj jim ta ponuja. In seveda tudi se bodo lahko odločili, ali videz Kopra, ki smo prej posneli, ali Izole ustreznejši zanje. No, zdaj smo prišli v področje, ki nas popelje v samo središče mesta, kar bomo tudi storili. In sicer tu vidite znak. Center na desni strani je ne prav urejen kemp. Naravnost vidite razpadajočo nekdanjo ladjedelnico, za njo razpadajočo tovarno Elmaris. To sta dve točki, ki v bistvu kazita razmerno prijazno mestece ob naši obali, ki ima zagotovo vse potenciale biti zanimivo, predvsem pa turistično normalno mesto. Ampak pri tem velja, da tako imenovani domačini menijo, da turistov ne potrebujejo. Oziroma, da so ti nekoliko nadležni in da jih je preveč. Prav. Torej je treba reči, ne prihajajte v Izolo, da ne boste motili domačinov, ki so v bistvu ne prav dovzetni za razvoj Izole kot turistične destinacije. No, mi bomo zdaj se zapeljali po tako imenovanem Sončnem nabrežju, tako se to rad imenuje, ki nas popelje v Osrčiko, v Osrčje, srednji del mesta, starega jedra, ki jo vidimo lahko ob obali. Na levi strani so lokali, niso številni. Porečeno so stoli, na desni so lokali. Ko vidite zdaj, ko ni turistov, tudi ni veliko obiskovalcev, ampak kot kaže to domačinom odgovarja, zato je tudi prav, da jih ne motimo, če tako želijo. No, tule je tako malo veliki trg in tu je pogled na staro mestno jedro, ki je nekaj posebnega. Tako bi bilo srčika turističnega utripa. Če bi na tem področju ne bilo avtomobilov, bi se tu dogajali različni ponudbeni deli. No, ta hotel pozna vsa Slovenija, ker gre za hotel, v kateri naj bi bivala nekoč že odstavljena kmetijska ministrica Sandra Pijec. A mi se vračamo nazaj, pozabimo na politike. Tukaj je najmanjša marina na desni strani, tu na levi, kot rečeno, gostinski lokali. Na desni pa lokalna marina, to je Sončno nabrežje, ki pač ne prepriča, da je nekaj turistično vrhunskega in da je namenjeno izbranim gostom in turistom. Zdaj bomo še eno stvar,
kjer smo nekoč zapisali, da je v bistvu Izola mesto razpadajočih tovarn in so nas seveda domačini takoj popljuvali, rekoč, da jih ne maramo, spoštujemo jih, globoko jih spoštujemo, ampak oni morajo spoštovati tisti, ki pridejo v to mesto. No, to je drevred 1. maja, čeprav smo mi danes 13. maja. A nas popelje sredi cesta na proizvodno cesto, do katere lahko dosežemo naslednjo občino, to je občina Piran, ki se prav tako ne more pohvaliti z nekimi velikimi turističnimi učinki, morda Portorožem, ampak tudi ta nekaj posebnega, če smo zelo pošteni. Morda ima res Izola največji potencial za turizem, ampak zahteva globok razmislek in pristop, ki ga žal nismo pazili. Videli smo razpis razvoja 21-26, vendar pa moram reči, da je večino tega zapisa vzeti po STO-ju, tako da ne moramo reči, da je to posebno navdušujoče konceptualno za razvoj turizma. Pa vidite, tukaj je razpadla ali razpadajoča tovarna, sploh je ni več. No, tamle naravnost so se lokalni veljaki odločili, da bodo imeli prostor za avtodome. Kot vidite, ne boste verjeli, imamo tukaj na tem velikem področju, ki ni nič posebnega, navadno parkirišče, v tem trenutku le en avtodom. No, v petek in soboto jih bo več, zagotovo. No, to pa je ta del, bilo rečeno, sramote, ki sodi pod slabo banko, in sicer področje Argo, Arigoni, kakor komu pa še tako zgodovinsko razglabljamo. No, in bomo pokazali še enkrat, bomo se zapeljali tukaj, da vidite tale krožni promet, ki je dokaz, da v bistvu ni veliko pravih rešitev v tem mestu. Torej, vidite, tam nadaljavi samo mestno jedro. No in tu, kot rečeno, znameniti dimnik nekdanje razpadajoče tovarne in vhod v to tovarno, ki pa je zdaj, ne boste verjeli, zaščiteno področje, čeprav piše na zidovih, da pazite, da se zidovi rušijo. No, to je Izola. Ali potencial Izole, ki pa ni izrabljen že leta in leta. Zakaj ne? Velja vprašati občinske veljake, ki se vedno trudijo trditi, da bodo s turizmom dosegli nov razvoj mesta Izola. No, morda je ena pohvalnih stvari v Izoli, objekt, v katerega se bomo zdaj vozili, to je delfin, ki je od vlodi razumeno mlado vodstvo, pri čemer pa večina ljudi trdi, da je to pač na desni strani ta hotel. No, to je ta hotel, ko boste videli, to je ta hotel. V njem pa ponovadi prebivajo ali pa bivajo ali pa ga obiskujejo predvsem starejši turisti, nekaterega celo
me pa prijazno imenujejo, da gre za upokojenski hotel, kar je bilo celo res. To je še ena zanimiva stvar. Tukaj imajo v Izoli še eno parkirišče, in sicer ta se imenuje Tomažičeva ulica, in tu je parkirišče in tamle boste lahko zagledali, ko bomo se obrnili, da to področje pa je namenjeno avtodomom. Boste verjeli, našteli smo jih 1, 2, 3. Nič posebnega. Imajo eno mesto za polnjenje vode ali pa praznjenje stvari. In dajmo še pogledati, koliko stane. 24 evrov stane celodnevno parkiranje avtodoma v tem področju. No, naravnost pa je Hvali Simonov zaliv, ker se naje kar nekaj objektov, ampak tudi to je stvar, ki bi potrebovala res tega gospodarja in res tega koncept. Čeprav bodo dosedanji lastniki trdili, da morda jih obtožujemo po krivem, vendar rezultati, ne govorimo sedaj v času koronavirusa, ampak prej, nikoli to ni bilo središče ali pa turistični potencial za nekoliko više rangirane turiste. No, tudi za vse ostale je potrebno zagotoviti učinkovito turistično dejavnost. No, spoštovani, vidite, to pa je Izola. Lepo se imejte in zdaj vi boste se odločili, kaj je tisto, kar vas privlači bolj od prej omenjenih mest, torej Kopra ali pa Izole. Lepo se imejte in prijazno dan želimo, kjerkoli ste, in nasvidenje.